Vsakdo, ki ima hernijo diska, težave s išiasom ali težave z ledveno hrbtenico, bi moral slediti tem korakom. Tvoja hrbtenica ti ne pusti spati, zato se zbudiš ves slab. Počutiš se zategnjenega in cel dan preživiš v strahu, da boš imel napad bolečine v hrbtu ali bolečine v išiasu. Sem uganil? V tem videu ti bom pokazal 4 korake, ki jih narediš pred spanjem, 2 minuti, ki bosta odstranili vso napetost nabrano čez dan in preprečili, da bi se tvoja hrbtenica zablokirala. Poleg tega boš še bolje spal, imel bolj kakovosten spanec, zbudil se boš bolj spočit in ta zaporedje lahko celo izboljša delovanje tvojih črevesja. In kar je najpomembneje, videl boš, da ni treba biti mlad, suh ali gibčen, da bi imel hrbtenico z dobrim gibom. Fenomenalno! Želim, da uporabiš ta video in izvajaš vsako vajo skupaj z mano. Torej, bom izvajal vajo hkrati, ko jo bom razlagal. Tako boš razumel, zakaj je vsak korak, vsaka vaja pomembna, zdaj in tudi pred spanjem, pa samo pritisni play in sledi navodilom. Ulezi se na hrbet, lahko uporabiš vzglavnik, ki ti je udoben, iztegni noge in jih rahlo razmakni. Pozor, če imaš veliko napetosti v mišicah psoas ali v primikalkah, če preveč razpreš noge, boš začutil, da vleče v križu, da se križ dviguje s postelje in da siliš križ. V tem primeru približaj noge, dokler hrbtenica ni popolnoma sproščena. V tem položaju se sprosti in preprosto zibli stopala navzven in navznoter. To boš naredil 20krat ali pa šteješ v mislih 10 sekund. Tukaj že začutiš, kako se noge in ledveni del sproščajo. Z malo gibanja že začnemo sproščati napetost dneva. Pride kamen iz reteja. Drugi korak je, da sprostimo piriformno mišico in ishiadični živec. Pravzaprav bi morali vsi, ki imajo hernijo diska, težave z ishiadičnim živcem ali ledveno hrbtenico, slediti tem korakom, vendar je ta posebna vaja posebej namenjena tistim, ki veliko časa preživijo sede. Še vedno na hrbtu, zdaj boste pokrčili noge in jih prekrižali. Želim, da vam je čim bolj udobno, zato lahko tukaj prilagodite višino z spodnjo nogo ali pa prilagodite višino drugega kolena z sprostitvijo druge noge. Prav? Vedno naj bo vam čim bolj udobno. V tem položaju bomo stopalo premaknili proti vzmetnici. Če ne morete doseči vzmetnice, ni problema. Greste le do tam, kjer vam je udobno. Gremo, ta gib bomo naredili 10krat brez naglice. Še in nazaj. 2, 3. Ideja tukaj je, da sprostimo ledveni del hrbtenice in boke. Torej, začutil boš, da se bo ledveni del z vsakim gibom vedno bolj premikal. Sprosti se, bolj lahkotno, bolj naravno in zadnjične mišice se bodo sprostile, kolčni sklep pa bo bolj gibljiv. 6, 7, 8. Če sem prehiter, pojdi v svojem tempu, prav? 9 in 10. Dobra stvar pri tej vaji je, da bolj kot je bil tvoj dan nor, bolj boš občutil to razrahljanje in vse globjo sprostitev. Naredimo še na drugi strani. Gremo in nazaj. 1, 2, kot da bi zibali dojenčka, kaj ne? 3, 4. Če ti je pretežko iti naprej in nazaj, če moraš preveč naprezati, poskusi odpreti roke tukaj, to ti bo dalo več stabilnosti, prav? 7. In ljudje, to je res dobro. 8, 9 in 10. Tukaj je skrivnost, ker ko delamo z delom medenice, križnice, aktiviramo parasimpatični živčni sistem. Kdor je iz zdravstvene stroke, pozna malo anatomije, ve, da je ta del živčnega sistema tisti, ki nam upočasni ritem in je že priprava na spanje. In zdaj v tretjem koraku bomo povečali gibanje, naredili večji gib, da bomo lahko mobilizirali in razbremenili sklepe ledvenega dela in kolkov.
Že v več videih sem tukaj govoril o pomembnosti tega področja medenice in kolkov za hrbtenico. Preprosto je nemogoče dobro zdraviti ledveni del, ne da bi pogledali in izboljšali to področje. Počasi se boste obrnili na trebuh, zdaj ko bom moral odstraniti mikrofon tukaj, sicer me ne boste dobro slišali. Ulezite se na trebuh, lahko ste v najbolj udobnem položaju, roke ob telesu ali obraz na stran, ali pa podprite čelo na roke, kakor vam je najbolj udobno. Zame je tako. Pokrčili boste kolena in preprosto pustili, da noge padejo na eno in drugo stran. Ne skrbite, če gre ena stran manj kot druga. To je stvar dominantnosti, kaj ne? Tako kot pišete z roko, ste desničar ali levičar. Pri nogah je enako. To vodi do kopičenja napetosti na eni ali drugi strani in vse je v redu. Naredite gib do točke, kjer je enostavno in udobno. Gremo? Evo. Naredili bomo 10-krat. Glej, na eno stran, na drugo, 1. 4. 2. 3. 4. 5. Brez naglice. Če sem prehiter, veš, delaj v svojem tempu. 6. 7. Tukaj povečujemo odklepanje ledvenega dela in bokov. 9. 10. In samo da še enkrat poudarim, ni treba iti do konca. Greš le do tam, kjer ne obremenjuješ ledvenega dela in bokov. Jaz sem zdaj že razumel. In da dokončno odpravimo to napetost, ki gre iz ledvenega dela v zadnjico in iz ledvenega dela v ramena, bomo združili nežno raztezanje in lahkotno dihanje. Počasi se boš vrnil v ležeči položaj na hrbtu. Ena noga naj ostane iztegnjena, drugo pa pokrčiš. Ideja je, da pokrčena noga pade na drugo stran. Pomagal si boš z roko. Zapomni si, ni treba siliti, prav? Pojdi le do tam, kjer ti je udobno. Lej, jaz na tej strani sploh ne morem dotakniti tal, lahko bi, če bi silil, ampak nočem. Torej, ta položaj mi ustreza. Tukaj bomo ostali približno 30 sekund. V tem trenutku se boš potrudil pri izdihu. Naredi vdih, vdih, počasen izdih. Brez napora. Če imaš dobro zavedanje telesa, boš opazil, da ko sproščeno izdihneš, se ta sproščenost prenese na vse mišice telesa, vključno s piriformisom in zadnjične mišice tukaj ob strani. Minilo je približno 30 sekund. Če želiš ostati še malo, lahko. To je tako prijetno. Se je vrnilo, spusti. Zavrti telo, ničesar ne sili in zdaj bomo zamenjali. Noga, ki je bila pokrčena, iztegni, noga, ki je bila iztegnjena, pokrči. In zdaj se bomo prevrnili na drugo stran. Glej. Hoka pomaga. Druga stran je bila pri meni bolj napeta. Se spomniš, da sem govoril o razliki med desno in levo? Vsak ima eno nogo, ki je prevladujoča. Torej, ta noga, ki jo v narekovajih čez dan bolj uporabljaš, bo nabrala več napetosti, bo delala več kot druga. In to je normalno. Vsi so takšni. Spomni se na sproščeno dihanje. Posebej pazi, ko izdihuješ. To je res dobro. Ne skrbi, če začutiš pok v hrbtenici. Spomni se, da sproščamo in odklepamo. Tako kot včasih prst poči, ko ga potegnemo, se lahko zgodi tudi pri odpiranju sklepa. Pok v hrbtenici, pok v kolku. V tem primeru to samo pomeni, da si uspel razbremeniti sklep. In preteklo je 30 sekund, naslednji korak. Da izboljša zdravje celotne hrbtenice, je okrepiti prave mišice. In najboljši način, ki ga poznam za to narediti doma, je v tem videu tukaj. Samo klikni, da pogledaš. In za vse, ki ste prišli do sem, imam posebno darilo. Ta video je celotno zaporedje, ki smo ga danes videli, brez prekinitev, da ga lahko predvajaš in izvajaš pred spanjem.
To je poseben video, ki ga najdeš samo prek tega zaslona. Tukaj se poslavljam, veliko objem in se vidimo naslednjič.